Spoštovana gospa ravnateljica, cenjeni profesori in dijaki, lepo pozdravljeni na naši proslavi o praznovanju 30 let samostojnosti in enotnosti Slovenije, ki smo jo naslovili od kulturne do politične samostojnosti Slovenije. Ob izteku leta 2020 nam želim, da bi kljub vsemu, kar smo doživeli, odkrili stvari, za katere smo lahko hvaležni. Kajti pogled hvaležnosti nam odpira nove možnosti, daje upanje in predvsem prinaša veselje. Pomemben se mi zdi pogled, perspektiva, s katero pogledamo na svoje življenje in na življenje okrog nas. Ali z besedami Alberta Einsteina: lahko se pretvarjamo, kot da ni nič čudež, lahko pa vse vidimo za čudež. V tem letu smo bili prvič v zgodovini šolanja postavljeni v novo obliko, poučevanje na daljavo, na katero nismo bili pripravljeni in v katero še vedno vstopamo in se vsi skupaj učimo. In jaz sem vam izredno hvaležna za vašo proaktivno držo, za to, da ste iskali poti, kaj je možno in se ne pritoževali in godrnjali. In nastalo je veliko lepega, da ne rečem pravi ustvarjalni presežki. In hvala vam za to. Hvala, da ste. Hvala, ker vsak svojo barvo, ki jo daje od sebe, prispeva k barvitosti našega šolskega življenja. Želim, da v teh prazničnih dneh stopimo vsak na svoje vrhove in s perspektivo hvaležnosti odkrijemo v sebi tisto moč, ki spreminja. Najprej nas same, da postanemo najboljša verzija sebe. Želim vam vse lepo v teh prazničnih dneh in vse najboljše, draga Slovenija, za 30-letnico. Hvaležna sem za vse tvoje lepote, ki me vedno znova razveseljujejo, in hvala, ker si moja domovina. Srečno! V obdobjih, ko smo bili Slovenci politično nesamostojni in ogroženi, je imela domovinska tematika poleg narodne, pokrajinske in jezikovne ključno vlogo v naši književnosti. Da se je slovenski jezik kljub okoliščinam ohranjal in razvijal, so največ prispevali prav naši pesniki, pisatelji in dramatiki s svojo umetniško ustvarjalnostjo. Tone Pavček je v svoji pesmi Take dežele ni izrazil sporočilo, da v vsakem še tako hudem življenju obstaja nekaj, kar človeka usmerja in rešuje. To je ljubezen v najširšem pomenu besede. Pri tem ima pomembno vlogo tudi ljubezen do dežele, v kateri živimo. Tone Pavček Take dežele ni. Lepa je moja dežela, sladkosti polna. Sem je stvarnik sejavne mir in lepoto, ki je skoraj popolna, in žalost, kot je ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug. Nikjer ni nikoli tako bledikava zarja, skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z jurjem svojim patronom ne veseljačenja tako dolgo v jesen in nikjer ne kriči pod betonom o zelenem spominu svojim ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnostne, z brezni in grapami, ki jih je zlo. Polnilo strupli, da njih belo okostje, si je potomcem neprijazno temo. Lepa je moja dežela, lep do muke. Samo tu gruli prsteno grlo Rim, samo tu so tudi groze manj hude, samo tu lahko živim. Slišali smo, kako je pesnik v pesmi izpovedal ljubezen do domovine in jo sprejel takšno, kakršna je. Če ljubimo, nam boleče izkušnje niso prikrajšene, a jih lažje prenašamo. Cosa bi
kot slepe sanje, življenje imejte za prekrasno potovanje. Prve stvari naj vam te radosti ne vzamejo, ker srečni so le, ki srečo res dojamejo. Srečni so le, ki srečo res dojamejo. Po 30 letih obstoja naše države prihaja čas, ko se začenjamo vedno bolj zavedati, da je država nekaj vsem skupnega in da moramo s to dobrino ravnati odgovorno in pošteno. Danes v teh težkih in negotovih časih je še toliko bolj pomembno, da smo strpni in solidarni. Upanje in vztrajnost nas vodita do življenjskih zmag. December pa je tudi mesec poln dobrih želja, pričakovanj in obljub. Spomnite se 26. decembra kot prelomnico v zgodovini ter ga praznujte z vsemi sanjami in željami. Obenem vsem profesorjem in dijakom želim lepe in čarobne praznike. Za konec pa prisluhnimo recitaciji pesmi z naslovom Domovina, ki naj vse nas obda z upanjem na svetlejšo prihodnost. Domovina je lahko sonet, lahko je dolg lep ep, lahko je majhna roža, lahko je velik svet. Veliko ljudi je pozabilo, v kakšnih razmerah danes živimo. Mnogi se jezijo, ker drugačnim načelom sledijo.
Tu pa so tudi tisti, ki so največji optimisti. Domovina je ena sama. Je kakor mama. Nihče je ne more spremeniti in moramo jo ceniti ter se ji zahvaliti za položaje in izzive, za njene naravne dobrine. Res je, da je majhna, a po srcu je največja. Zato ne izgubimo upanja v njo in jo cenimo. Hkrati pa bodimo drug do drugega strpni in polni iskrene ljubezni.